Belolas moški s krožnim brusilnikom nad pultom oblikuje leseno palico, ki se na vrhu odebeli. Nad pultom so številna orodja za obdelovanje, dleta, pile in podobno. Moški ima okrog vratu obešen temen medaljon oblike podolgovatega očesa, na katerem so svetlo barvo izrisane črte in krogi. Ko odebeljeni del palice z brušenjem dobi želeno obliko, ga bolj fino zgladi s tkanino. Prav tako s tkanino gladi črnikast kip glave, obraza s polnimi lici in majhnimi usti, nosom ter očmi, ki so zelo blizu skupaj. Nato v roke vzame knjigo Il mistero del Aldilà, kjer je na naslovnici fotografija, ki je služila za izhodišče upodobitve. Ni isto, ampak je podobno, ker ni bilo mišljeno isto. Oskar Kogoj je svetovno znani slovenski oblikovalec. Njegova dela so razstavljena v 15 svetovnih muzejih, med njimi v Muzeju moderne umetnosti v New Yorku. Najznamenitejši je njegov venetski konj, a oblikoval je tudi številne praktične in okrasne predmete, pohištvo in steklo. Zadnje čase ga zanima predvsem duhovna plat življenja, kar se odraža tudi v njegovih delih, polnih simbolizma, ki zajemajo duhovna sporočila starodavnih kultur. Gospod Kogoj stoji na bregu reke. Naslov: Oskar Kogoj, od ideje do izdelka. Lepo urejen in negovan vrt. Oskar Kogoj s palico sega do višjih vej bezgovega grma, da jih potegne niže k sebi in pride do cvetov, ki jih nabira. Povezava v mojem življenju, ko analiziram, je pravzaprav vedno me je vodil nekdo, se pravi seveda tudi starši, ki so bili na eni strani veliki tehniki, na drugi strani pa zelo spiritualni ljudje, duhovni ljudje. Moja mama želela, da bi bil duhovnik, moj oče pa mesar, bi se ukvarjal z Kogojevo tradicijo. Fotografije staršev in iz otroštva. Ta povezava je bila vedno skrita v vsakem mojem delu, da iščemo nekaj več. Kaj je v neki obliki, kaj je lahko več? Na kamniti ograji so poleg rož eden vrh drugega zloženi ploščati kamenčki, na tenko paličico postavljen velik kamen in kamnit konjiček. Oskar Kogoj stopi do reke. Na Krasu so tudi zvijali določene kose drevesa, že za stare ladje, so oblikovali, počakali in potem dodelali pravi dizajn iz narave. Znali so vsi pomagati, ker je to bilo tudi logično in tudi naravno. In zdaj prav v zadnjem času nastaja spet ena taka mizica iz korenik, prepletenih in steklo na vrh, da pokažemo tudi, s kje lahko črpamo vse iz narave. Kogoj prestavi nekaj kamenčkov na kamnitem vodnjaku, nato se z bezgom vrne v hišo. Ja, narava mi je bila vedno osnova. Jaz sem se rodil v Vipavi na Brodu in ko gledamo iz vrha, kako se ta Vipava, kakšne meandre dela, so zelo zanimive oblike in to sem prinesel tudi pohištvo potem, ker da ne bi bilo samo tehnološko strogo, se napravi močne oblike, takrat zelo revolucionarne za tisti čas, pa tudi danes je to bo redkost, vendar te oblike lahko služijo človeku, da mu pomaga duhovnem razvoju. Tudi mora biti pa funkcija prva, da služi človeku. Vedno vsaka stvar mora služiti. 300-letnica Tartinija, Vojka Štular in direktorica Auditorija Portorož me povabita, da bi nekaj napravili za tisto obletnico. In takrat se je tudi zgodila ta violina, ki je pa vedno klasična violina, s tem, da smo spremenili, tukaj sem dal trojni obok, prav po znanju kraških obokov. Sprememba je violinskega ključa, ki je, to se pravi ramova palca. To so spremembe, se jih lahko napravil. To je tudi sprememba. To se pravi, violina je pridobila na starosti. Izdelovalec Vilim Devšov je rekel, da ona se hitreje stara in tudi ima zvok, ki je zelo dober. Vilim Devšov potem na bazi te napravil še 2 instrumenta, violončelo in čelo. Tako da je celotna kolekcija. Violina je temnejša kot običajne violine, za njo sta kipca konjičkov v koraku. Na steni visijo fotografije, slike in priznanja.
Na eni od fotografij je indijski guru košatih kodrastih las v oranžni obleki. Jaz vsakrat, ko sem bil v Indiji, obdobje 17 let, sem videl nešteto čudežev. Tu je pa po pripovedi, ko iz roke dvigne in napravi goloba, živega, simbol tudi božjega stvarstva. Seveda mi da idejo, da se ta golob pojavi v skulpturi. In je eno simbolno znamenje sodobnega časa, ki je povezano z našo, slovensko krščansko religijo. Seveda, religija pa mora pomagati, da razvozlamo, kaj je bistvo. Bistvo je, da živimo, se razvijamo in delamo pozitivno in iščemo resnico v vsaki stvari. Res je, ne res ni. Oskar Kogoj se nasmehne, iz omare vzame škatlo, v kateri je čipkasto vzorčeno belo jajce. V Sloveniji imamo največ različnih pirhov, pisanic in risanic, ker smo mi častili boga Belina, ki je imel v rokah belo jajce. Skozi jajce posveti, da vzorci pridejo do izraza. To v steklu zelo lepo, ne? Tudi ne. Nato vzame iz stekla oblikovano jajce. Predstavlja božje stvarstvo. Nato v roke vzame precej večje jajce. Tu je pa Nojevo jajce, slovensko, ki ga mojster Grum obdela z mojo risbo mandale. Seveda ne grem mimo študija in poznavanja kulture Indijancev in postanejo tudi moji prijatelji. To je pa ohranjeno, se pravi račka, ki jo oni tudi občudujejo in tudi naši predniki. Egipčani so v grobove dali eno raco in moj prijatelj je tudi želel imeti raco, ko so ga pokopali. Na račko, ki ima komaj nekaj centimetrov, zapiska. Par tavžent let star simbol. 3 ekipi ptice, eden zraven drugega, iz belega kamna, srebrnkast in zlat. Ptica, katera ima jajce, in v jajcu je ptica. Prispodoba spet božjega stvarstva, smo jo napravili tudi v zlatu. Zato, da nadaljujemo to, kar so naši predniki že dognali, mi samo dopolnjujemo sodobnim časom in sodobno izkušnjo to, kar je že bilo vse znano. Kozmično jajce, potem zemeljsko jajce in ko iz trebuška v obliki jajčka se porodi otrok, ko pride z enega jajčka, je dobro, da mu napravimo zibko, ki je podobno, ki ima podobno frekvenco. In tudi tukaj so koroški mojstri izdelali to jajce, leseno, se odpre in noter se postavi otroka. Seveda noter manjka še oprema. Ampak Pokrov okrogle zibke obrne in tako dobi pult. otroka privijamo lahko spet v tej obliki. Da nadaljujemo potem te aplikacije jajčne oblike, smo uporabili kobalto v obliki jajca, noter je pa tudi še eno majhno jajčke. Seveda uporabljamo potem pa tudi spet oblika jajčka, ampak tukaj je posvečeno možu in ženi, zbori dve rinke skupaj, ne? Vedno je v oblikah vse skrito. Govoril je o skodelicah, kjer je ročaj narejen kot dva združena prstana. Zraven je belo-zlata posodica, ki pa nima gladke površine, marveč kot iz obročev. Nato ima v rokah zlato srce, pa majceno jajce, ki znotraj skriva jaslice. Na policah so tudi kristalni kozarci, zlate račke, ki se dvigajo nad površino na tenkih paličicah, in konjički, ki stopajo eden za drugim. In potem, ko sem jaz začel delati pa lipicanske konje, mi ne moramo iti mimo lipicanskega konja, ki je sodoben konj, ki se ga postavili spet 3 glav, da sloni na 3 nogah oziroma na 2, s tretjo si podpira. Lipica je bila majhna vasička, ker uživa to kraško hrano in ker je stara tradicija konja, lahko razvije v tako popolno obliko. In so doživeli velike uspehe v Benetkah in po svetu. Ja, venetski konj, spodbuda za to je bila tudi knjiga Veneti naši davni predniki. No, na Situlah je 13 konjev in jaz sem zbiral, kakšnega bi. In po intuiciji sem zbral tistega, ki je imel enega orla, pozneje ugotovljeno Garuda, ki je predstavljal sestop avatarja na zemlji. In tam so nastala pravzaprav razvozlavanja vseh skrivnosti človeka. Ta velikost je bila napravljena pa z namenom,
ker je rekel Jože Žagar, da moramo napraviti na majhnega konja, da bo imel 1 kilo zlata, ko naj bi bila nagrada za tistega, ki je nekaj napravil za Slovenijo. Ne samo papir, ampak tudi neka vrednost. Mi smo napravili 5 velikih konjev, ki so postavljeni najprej v Slovenj Gradcu, potem v Ženevi, v Nebogu, kjer sem tudi samostojno razstavil, zadnji je bil postavljen pa v Jeruzalemu. No, in ko so italijanski mojstri Pietri Santi zlatili, z zlatimi lističi, spodnji del ga niso mogli dokončati. In potem so ugotovili, da sama oblika konja generira tako močno energijo, da spodaj se ne da. Je treba spremeniti debelost zlata. In ko so povečali, so to rešili. Zlatega veneckega konjička Kogoj nosi tudi na verižici. Vsaka velika umetnost ima svojo auro. Moja meditacija je ta, da grem v gost in tam raziskujem vejevje, palce, krivulje in več kot 1000 že napravil. S tem, da bi spoznal, kako razvija vibracijo ta oblika. In tudi pri vseh slovenskih znanih artefaktih naših prednikov izpred 2000 let se pojavi tudi vibracija. Ptica tudi vibrira. Jaz pa poskušam v mojem delu spoznati skrivnost in potem nekaj napraviti za sočloveka, ki to kupi, da začne razmišljati, da ga spodbuja. Tudi če ne ve, ga spodbuja. Na steni uokvirjene slike in plakati, na omarici Kogojevi zlato-beli izdelki. To je leta in leta izkušenj. Fizičnega dela, kiparskega dela, razumevanja materialov in dognanje preko intuicije. Umetnost nastane preko intuicije. Zato se niso naši predniki borili toliko za velike palače, ampak so se vedno borili za duhovnost. Zato tudi jaz to poudarjam, ko sem to odkril. In zato je tudi v jeziku, slovenskem jeziku, je to skrito. So pa vedno skrivnosti skrivali, ker drugače bi bile izrabljene. Še danes se skriva. Ko to pove, se nasmehne.